Danes smo pogledali, kako reševati neenačbe. Zdaj enačbe že znamo, zdaj pa neenačbe. Neenačbe se od enačb razlikujejo po tem, da nimajo enačaja, ampak imajo neenačaj. Recimo neenačba je 3 je manjše od 4. Zdaj pa poglejmo, kaj vse lahko naredimo z neenačbo, zato da bo še vedno pravilen zapis. Recimo, na obeh straneh enačbe lahko prištejemo neko število. 3 plus 2 je 5, 4 plus 2 je 6 in 5 je res manjše od 6, to pomeni lahko prištejemo. Potem lahko na obeh straneh enačbe tudi nekaj odštejemo. Recimo rečemo -4. 3 minus 4 je -1 in 4 minus 4 je 0 in še vedno je -1 manjše od 0. Torej lahko tudi odštevamo. Lahko tudi množimo. Lahko pomnožimo obe strani enačbe, recimo s 3. 3 krat 3 je 9, 4 krat 3 je 12 in 9 je še vedno manjše od 12. Torej lahko tudi množimo. Kje pa se zatakne? Če imamo enačbo 3 je manjše od 4 in dajmo zdaj na obeh straneh pomnožiti recimo z -2. Krat -2, se pravi množenje z negativnim številom. 3 krat -2 je -6, 4 krat -2 je -8. Katere število je manjše? -6 ali -8? Ker je število -8 bolj levo kot -6, vemo, da je -8 manjše. To pa pomeni, da se je s tem, ko smo mi pomnožili z negativnim številom, neenačaj obrnil. Podobno se zgodi, če neenačbo delimo z negativnim. 16 je večji od 10, pa se odločimo, da bomo oboje delili z -2. 16 delimo z -2 je -8, 10 deljeno z -2 je -5, -8 je tukaj, -5 je nekje tukaj. To pomeni, kaj je večje? -5 je večje, se pravi, se je zopet enačaj obrnil. In to je tisto, kar je pri reševanju neenačb najbolj pomembna stvar. Da kadar neenačbo delimo ali množimo z negativnim številom, se neenačaj obrne. No pa poskusimo zdaj rešiti kakšno neenačbo. Recimo, da imamo -3x plus 4 je manjše od 8. Tako kot pri enačbah, pustimo neznanke na eni strani, številko prenesemo na drugo. Če je tukaj +4, bo na drugi strani -4. Je torej potem 8 minus 4. Pa dobimo -3x je manjše od 8 minus 4 je 4. Zdaj pa se hočemo znebiti te minus trojke, ki je zraven x-a. Zato bomo vse skupaj delili z -3. Ampak, ker delimo z negativnim številom, se bo ta znak je manjše spremenil. Zdaj bo večje. -3x vlomljeno z 3, vlomljeno z -3 in 4 vlomljeno z -3. Se pravi, vse enako kot pri enačbi, samo neenačaj se obrne, ker imamo deljenje z negativno številko. In dobimo x je večje od -4/3. Če moramo to še označiti na številski osi, poiščemo, kje je -4/3, če je to -1, pa to -2. -4/3 je takole. In to je večje od -4/3. Večje od -4/3, zdaj, ker je strogo večje, to ni zraven, je tukaj puščica in pol do neskončno. Če bi pa naredili z intervalom, bi pa napisali, da je x element od, se pravi, najmanjša vrednost je -4/3, potem gre pa do neskončnega in napišemo do neskončno.
Poskusimo še kakšen primer. Recimo, če imamo minus 4x plus 7 je večji od 2x minus 15. Kaj naredimo najprej? Damo neznanko, neznanke, to je ta pa ta člen, na eno stran, recimo, da zopet na levo. Minus 4x minus 2x je večje od minus 15 plus 7 je pa tukaj minus 7. Minus 4x minus 2x je minus 6x, je večje od minus 15 minus 7 je pa minus 22. Zopet, na tem mestu moramo enačbo deliti za minus 6. In tukaj je vedno klicaj. Deljenje z minus 6 pomeni, da bomo ta znak obrnili okrog. Zdaj pa normalno delimo, tako kot pri enačbah. Nič hudega, če ne pride čisto število, če pride vlomek. Torej, x je manjše od minus, deljeno z minus je plus, 22 šestin, lahko napišemo tudi 3,4 šestine oziroma 3,2 tretjine. In zopet, kako bi to z intervalom napisali? Mogoče si pomagamo še z risanjem, tukaj je nič. 3,2 tretjini je tukaj nekje. Zdaj je x manjše od tega, torej od tukaj dol, tukaj je puščica. In zato bi rekli od minus neskončno, pri minus neskončno je vedno, ali pa pri neskončno je vedno odprt interval okrogel, do 3,2 tretjini, ki pa je tudi okrogel interval. Lahko pa to neznanko prestavimo na drugo stran. Se pravi, ta minus 4x na drugo stran. Minus 4x rahta plus 4x, ostane tukaj 7, plus 7, ne? Ta 2x prepišemo, plus 2x, in tukaj je minus 15, na drugo stran je plus 15. In je tukaj 22 je večje od 6x. Kaj zdaj naredimo? Delimo za 6, ker pa je to pozitivno število, lahko čisto normalno delimo. 6x deljeno z x je x, je torej manjše od 22 šestin. Kot vidimo, je rezultat isti kot tukaj, samo da je pač vrstni red okrog obrnjen. Zdaj 22 šestin je tudi tukaj 3,4 šestine, kar je 3,2 tretjine. In isto bi rekli x element, ker je manjši, je torej od minus neskončno do 3,2 tretjine. Vseeno je, kam damo. Včasih je celo fino gledati tako, da damo x-e na tisto stran, kjer bo več pozitivnih x-ov, zato da potem ni treba deliti z negativnim številom in ni treba obračati neenačaja. Lahko imamo tudi takšno enačbo, x minus 2 na kvadrat plus x minus 4 krat x minus 3 je večje ali enako od x minus 3 krat 2x minus 4. Tako kot pri enačbah, najprej izračunamo na vsaki strani posebej, kar se izračunati da. X minus 2 na kvadrat, to je v bistvu formula a minus b na kvadrat. To je tale formula. Se spomnimo, da je to a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. In napišemo x kvadrat minus 4x plus 4 plus, tukaj pomnožimo vsakega za vsakim. X krat x je x kvadrat minus 3x minus 4x plus 12 je večje ali enako in tukaj isto. Takole. X krat 2x je 2x kvadrat minus 4x minus 6x minus 3 krat minus 4 je pa plus 12. Kaj zdaj? Zdaj lahko na vsaki strani seštejemo, kar se da sešteti, oziroma že pogledamo, če lahko kaj črtamo. Recimo tukaj imamo plus 12, pa na drugi strani plus lahko kar izničimo. Pa minus 4x, pa minus 4x, ostalo gremo pa zdaj sešteti. Se pravi, x kvadrat plus x kvadrat je 2x kvadrat
pa minus 3x minus 4x je minus 7x, pa plus 4 je večje ali enako od 2x kvadrat minus 6x, a še 2x kvadrat lahko črtamo. Zdaj bomo pa zopet dajali neznanke. Ker je tukaj minus 7x, tukaj pa minus 6x, bomo dali to na to stran. Imamo potem minus 6x plus 7x. Znak samo prepišemo, tukaj ostane samo 4. Minus 6x plus 7x je x, torej x mora biti manjše ali enako od 4. Na številski osi bi to zapisali tako, 1, 2, 3, 4. In to piše, da je manjše ali enako, ker je tudi enako, gre od tukaj dol. In, pardon, tako ja, x je manjše ali enako od 4. Tukaj nam je včasih potem lažje, da v naslednjem trenutku obrnemo. Ampak moramo paziti, če je tukaj klunček, če je tukaj manjše, moramo gledati, da bo tukaj pri x-u manjše. Z intervalom pa bi to napisali od minus neskončno pa do 4, s tem, da 4 je zraven. Tudi pri neenačbah lahko imamo ulomke, recimo x minus 3 četrtin minus x minus 2 polovic je večje ali enako od 3 plus x plus 1 tretjin. Kaj naredimo? Tudi tukaj se znebimo najprej ulomkov. Zdaj imamo štirko, dvojko, trojko, skupni večkratnik od teh števil je, pa najmanjši skupni imenovalec 12. Torej bomo vse skupaj pomnožili z 12. Tudi to trojko napišemo kot edino. To damo v oklepaj. 12krat, pa 12krat, to tudi v oklepaj. Vsak člen, 4 člene imamo, v vsaki strani 2. Potem okrajšamo. Okrajšamo vse, kar se da. 1, 3, 1, 6, 1, 4. In zdaj pomnožimo. 3 krat x je 3x minus 9. Tukaj pazimo, tukaj zdaj minus 6 krat to in to. Minus 6 krat x je minus 6x plus 12 je večje ali enako od 36 plus 4x plus 4. Zdaj pa pogledamo, če se kaj krajša, zaenkrat izniči ne, seštejmo na vsaki strani, 3x minus 6x je minus 3x, minus 9 plus 12 je plus 3, je večje ali enako od 4x plus 40. Zdaj pa zopet lahko damo ta minus 3x na to stran, da bo pozitiven, torej trojka ostane, pa 40 gre na to stran. Prav pomembno je samo, da je pri x-ih pozitivno, ker pol bomo delili s pozitivnim številkom številom in se neenačaj ne bo obrnil. Delimo za 7. X je torej manjše ali enako, minus 37 sedmin. Zdaj, to je 35, to je 5,2 sedmine. Torej, minus 5,2 sedmine. Tako. Minus 5,2 sedmine je večje ali enako od x-a. In zdaj napišemo, x je element od. Zopet si najprej pomagamo številsko osjo, če je tukaj nič, minus 5,2 sedmine je nekaj tukaj, to je zraven, ker je večje ali enako, ker je x, se pravi, x vidimo, da mora biti manjši od tega, torej gre na to stran. In bi lahko z intervalom napisali od minus neskončno pa do minus 5,2 sedmine. Če nismo sigurni, na katero stran moramo narediti, si kar vstavimo eno številko, recimo, če tukaj vstavimo minus 6, bo v redu, se pravi, minus 6 je zraven vključena.